Čau vsi, kje ste, kako ste, dobrodošli na kanal Alien Mame ali pa kanal Alenke Trogarlič, kar vam je bližji. Kako pa vam je bližji? Kako ne pa kličem ta kanal v bistvu? Glavno upam, da ste fajn, spet je nov petek, ki se zdaj trenutno nahajam v Londonu, ko vi to poslušate. Gremo pa kar čim prej v ta video, ker je meni osebno en izmed najbolj zanimivih, konec koncev pa nisem mislila, da mi bo, ker me Severna Koreja iskreno nikoli ni zanimala. Ne vem zakaj ne, ampak zdaj, ko sem raziskvala tale primer Otota Warmbira, sem se pa mečkaj, kako ne rečem, zagarela za Severno Korejo, oziroma sem v šoku sem, kaj vse se tam lahko zgodi. Skupina tega 21-letnega mladega Američana je bivala v hotelu, ki se mu reče Yanggakdo, upam, da sem prav rekla, v Pjongjangu kot pač prestolnici Severne Koreje. Severna Koreja vemo, da je odrezana od sveta, ima svoj totalitarni režim in Kim Jong-una in pač scary shit, ne vemo, kaj se tam dogaja, vsi so ful represirani. Ampak pustimo to za pol. Predstavljamo si njih v hotelu, ki je namenjen samo tujcem. Torej, ja, tujci so tja dovoljeni in pridejo tja več tisočih baje pride na leto. In Otto je bil eden izmed njih v svoji skupinci in bivali so v tem hotelu, ki na prvo žogo spominja mogoče na enega iz Vegasa ali pa tak lep hotel. No, znotraj bi rekel modern, marmornat, lepe luči. Je sicer malo tiho, ker je zelo malo gostov, ker je toliko malo ljudi gostov na leto, je pa ta hotel namenjen v celoti samim turistom. Ko si v dvigalu vse štima, razen ene stvari, manjka peto nadstropje. Ni ga, ne moreš tipke pritisniti. In očitno to v mečkem bolj radovedenemu turistu zbudi firbac. Recimo, da je bil Otto ta mečkem bolj radoveden turist, pa niti tega ne moramo potrditi na konc te naše zgodbe, kot boste videli, ampak recimo, da je on zavil v to peto nadstropje, ki je odrezano in namenjeno samo zaposlenim. Tja ne moreš z dvigalom, on je očitno tja prišel peš, če sploh je šel tja, in iz te nastrgal enega izmed zakladov te države, nek transparent, nek napis, nek slogan, ki so pri njih pač sveti. To je ujela nadzorna kamera in on naj bi od tiste točke naprej ostal najprej tam zapornik in tudi, ko se je vrnil dejansko v Ameriko kot svoboden človek, je čez 6 dni umrl. Tako da danes gremo v to bizarno zgodbo, kaj se je zgodilo Otto Warmbiru v Severni Koreji. But I am begging to the Korean people and government for my forgiveness, and I am praying to the heavens so that I may be returned home to my family. Otto Warmbir je bil ameriški študent iz Ohija. Bil je opisan kot najbolj tipičen all-American boy. On je bil tisti, ki je bil na študiju potem, v srednji šoli dvakrat okronen za kralja plesa in tistega kralja šole in tisti najbolj glaven in najbolj ambiciozen in tak, tisti all-American boy, ki ga imajo vsi radi in je ful ambiciozen in vedno ima neka govore. Res, da bi gledal unga največjega joka v filmu ameriškem, samo da je tudi priljubljen dejansko. Rojen je bil 12. decembra 1994 v Cincinnatiju. On bi bil v bistvu zdaj, če bi bil še živ, bi bil 2 let pač mlajši od mene. Njegova starša sta Fred and Cindy Warmbir, za to zgodbo sta pač pomembna z vidika, ker sta se potem, ko je bil on prijet v Severni Koreji, ful borila za to, da bi bil izpuščen. Valjda sta se na smrt borila za svojega sina, ker je ratal ena politična lutka tam. Zdaj pa zakaj je Otto sploh šel v Severno Korejo? Enikrat na to pomislimo pač sigurno, zakaj da hek bi šel tja, če si toliko hitro lahko ogrožen ali pa pridržan ali pa bilo kaj. V glavnem, on je šel s turistično agencijo Young Pioneer Tours. Oni so šli tja, v Severno Korejo so stopili 29. decembra 2025, tako da si lahko predstavljate, da so šli tja dejansko z namenom praznovanja novega leta. Jaz osebno ne bi šla, ker si ne predstavljam, da je lahko ful zabavno, če je toliko represije in če so turisti toliko omejeni in če si v enem hotelu, vse ostalo je pač fake, zaigran za tujce, ker pač ne smejo pokazati, kakšna je v resnici ta država. Ampak okej, Otto je šel tja s skupino drugih ljudi. Vmes so bili United Kingdom, ljudje, Avstralija, Amerika, vse živo, kakor sem jaz zasledila, ni bilo Evropejcev. Vmes je bil še en Danny iz United Kingdom, če bi mogla ugibati, bi rekla Škot ali pa Irc po naglasu. In je bil njegov roommate potem v tem hotelu, bil je pa neki star čez 40. Ona dva ne bi bila edina samska v tej skupini. Ta Young Pioneer Tours so bili znani potem, da so oglaševali svoje poti v Severno Korejo kot kraj, kamor tvoja mama noče, da greš. Tako da cel point je bil, da je bil ta potovanje tak, da si imel feeling, da si upornik, ali pa da če greš tja, boš videl nekaj prepovedanega, ali pa da je to ful omejeno za ljudi, za omejene ljudi. Malo ljudem dostopno, ker pač veliko ljudi ne upa iti ali pa noče iti.
koliko malo ljudi lahko reče, da je bilo v Severni Koreji, in ja, je nevarno, ker kot vidite, Otto se nikoli ni vrnil. Za tiste, ki se nikoli niste ukvarjali s Severno Korejo in zakaj je toliko čudna, na hitro namenam par besed. Gre za totalitaren politični režim, to pomeni, da tisti, ki je trenutni voditelj, je dobesedni bog in ljudje nimajo prav veliko besede zraven, kdo je ta njihov nov bog. Tudi omejene, imajo informacije o svetu, nimajo dostopa do drugega sveta, ne poznajo novic iz drugega sveta, ne vejo, kaj se dogaja. Za njih iskreno, tisti, ki so bili tam, povejo, da je Amerika boogeyman, da jih predstavljajo kot največje tiste, ki jih bi iztrebali in pobili in kako rakete na njih letijo in da so v bistvu kot največji sovražniki, tudi nimajo nobene komunikacije z zunanjim svetom, iz nekega razloga, tam ni niti teh ambasad in tega, in edina država, ki ima neko povezavo s Severno Korejo, ne bi bila Švedska, ne vem točno zakaj, da ni niti Švica, ki je ponovadi ta nevtralna sila, ampak Švedska. Pa še to v večini primerov se ne oglašajo in ne komunicirajo. Tam je močna represija, kult osebnosti in pa režim, ki je obravnavan kot svet. Torej tudi voditelji tam, ki so, ne vem, kater točen je že bil, je rečeno, da ko se je rodil, sta se dve mavrce pojavile in ena nova zvezda na nebu je nastala. Na ta način oni prodajajo bučke svojim ljudem in če si od rojstva vzgojen v takmu duhu, boš pač to verjel, a štekaš. Ko smo ženske vzgojene, da obstaja princ na belem konju in to verjameš pol lajfa, isto je tam, dejansko verjameš. Valjda so ljudje hočejo pobegati, ker je kruto življenje, ker tam, če narediš eno napako, boš šel v ne zapor nujno, ampak v neke vrste taborišče imajo, ker sem tudi slišala, da je lahko po 100,000 ljudi na leto tam noter, a 120,000, kjer je pač kruto. In to ni za navadne napake, to je lahko, da si ali en plakat poškodoval, ki je gor voditelj narisan, ali si rekel na glas grdo besedo v Kim Jong-unu in so te slišali in so te tja napokali. Take bizarne stvari, veš. Pazi eno izmed teh bizarnih pravil. Če se tam fotografiraš, domačin ali turist, če boš kipu v ozadju odrezal glavo ali pa del telesa, kazen, zapor, a štekaš, bizarno je. In ta pravila se spomnite, še jaz ne upam grdo govoriti o tem. Sploh zdaj, ko so šli oni tja, takrat konec decembra, ko naj bi imel ta voditelj rojstni dan, ali imajo celo tako narejen, da je novo leto, pač rojstni dan voditelja, ne vem točno, možno je, nisem preverila. Je tam ogromno rož in še toliko bolj lepo ustren nadzor in prazniki so sveti, itd. Zdaj pa gremo nazaj v to skupino, kjer je notri Otto, kjer praznujejo novo leto, prišli so že 29. decembra, torej so pred novim letom tu neke 3 dni, v tem hotelu in večinoma v tem hotelu zaradi tega, ker je tudi zgrajen tako, da imajo čisto popolnoma vse tam. Noter je kazino, noter imajo stvari za telovaditi, noter imajo, mislim, da je 5 restauracij, ful je lepo, ampak je bizarno tiho, ker je toliko malo turistov. V tem hotelu je 1000 sob za goste, ampak noter ni vse skupno nič gostov. Baje se samo 3 muzike predvajajo na loop, ene niste, ali pa čisto tišine, tako da je res lahko en hotel duhov, pač crazy. Zdaj pa gremo na večer novega leta. Oni so šli ven na nek slaven trg, najbolj znan trg, kjer praznujejo novo leto. Tam so bili tako večinoma domačini in pač ta njihova skupinca turistov. Novo leto super, praznujejo, dajo čez in se počasi vrnejo v hotel. Nekje so pili, ne vem, ali v hotelu ali nekje vzunaj celo pivo, tako da so bili eni utrujeni, drugi so hoteli to noč nadaljevati. In eni so spet rekli, ok, mi gremo bowling, ta bowling je bil noter v hotelu, medtem ko je druga skupina rekla, nam se ne ljubi, mi gremo samo za šank pit. Potem je bil pa Otto, ki je pa rekel, meni se nič od tega ne da, jaz grem v sobo počivati, ker sem pijan in zmatran in doznam. Na eni točki tega večera ga je njegov cimer Danny tudi videl ležati na tleh v sobi. To je bilo v smislu, ali je hotel k sebi pridati, ali je mečkan zaležal, ali je rahlo zakumiral, nekaj od tega. Tako da oni imajo tudi to nekak informacijo, da je na eni točki po noč Otto bil v sobi, da ni lutal kar nekje po hotelu. Zdaj pa pridemo do tega, kako je ta CCTV kamera, torej kamere na hodnikih tega hotela v 5. nadstropju, ki ne obstaja, ujela Ottota, kako dol trga slogan. Zdaj, ali je to Otto ali ni, ne vemo. Zgleda v temu mejhnemu, nizkemu hodniku, ko je ena velika pošast, pa ima pa še kapuco gor, pa temno oblačila, pa ne razbere se obraza, pa megleno je. Mi sploh ne vemo, če je to Otto. Na nobeni točki do zdaj ne moramo potrditi, da je to Otto, ampak Severna Koreja je trdila, da je to Otto. In če si ti tam v njihovem režimu, pod njihovimi pravili, kva boš naredil, če oni trdijo, da si to ti. Fora je tudi, da je bil ta plakat toliko velik, da ga ta oseba ni vzela, ampak ga je pustila tam. Ura na tem CCTV posnetku kaže 1:57 zjutraj, torej okrog 2 zjutraj na prvi dan novega leta 2016. To bo pol mogoče pomembno, ko bojo
prijatelji od Otota govorili, da to nima smisla, ker oni takrat baje sploh še ne bi prišli v hotel. Ne bi še vedno bili nekje zunaj. Karkoli bo tam prišlo, kjerkoli informacija, ne moramo vedeti. A veste, kaj hočem reči? Severna Koreja bo rekla karkoli hoče, ker ima svoja pravila. Naslednji dan se ni zgodilo nič, razen tega, da so, zdaj pa ne vem, je bilo prvega ali drugega, glavno, ko so se vračali domov, so bili na letališču. Ena stvar je bila, da pri Ototu so mečkan dalj časa gledali njegove potne dokumente, ampak nič tacga, pač na letališču itak. Kakšne malo dalj, kakšne malo manj, kohar nanese. To bi šlo vse okej, dokler niso bili res na točki, ko so čakali na avion. In je Otota nekdo odzad po rami tako potapkal. Oto se je obrnil in je videl, da so za njim te uradniki, uradne osebe, uradne zakonite osebe Severne Koreje, neki, ne vem, policisti, karkoli so že bili uniformirani. In so mu samo rekli, Oto, pejte z nami. Oto se je takrat obrnil, kolega mi je rekel, zdaj me Oto zadnjič videl. Hecal se je. Ampak to ni bil hec. Takrat so ga dejansko zadnjič videli. Odpeljali so ga preč in skupina je tam ostala v šoku. Vsi ostali, torej 2 turistična vodnika te skupine, ki so skupaj prišli, pa pač vsi tisti drugi potniki. In so se spraševali, kam je Oto šel. Zginil je, odpeljali so ga nekam, neke uradne oblasti v Severni Koreji. To je scary, pač tukaj ne moreš iti na kavo in počakati na drug let, ne moreš iti v en drug hotel in random počakati neorganizirano, na 3 let ne moreš si tega tam prvošati, ker je druga država, scary država in če ni v nulo organizirano, je full. Ne vem, kako še to drugače povedati, tudi v tistem hotelu ne bi jih ves čas opazovali, spremljali, gledali, kaj delajo. Ne bi bilo vse bugged, torej posod neke prisluškovalne naprave, ful preveč kablov v tem hotelu, ker nimajo smisla, kaj šele, ker ni tam nobenih radijev, nobene glasbe, nič TV ni, nič ni. Tako da v tej državi ostati je panika. In ko se je let bližal za te ljudi, so oni tudi počasi šli na avion, ker si ne morejo prvošati, ne vem, ker ostati v tej državi. In ko so ugotovili, da Otota mogoče res ne bo nazaj, je prišla še ena oseba v uniformi in je prišla do njih in je rekla samo en stavek, Oto je zelo bolan in je v bolnišnici, in se je ta oseba obrnila na eni peti in odkorakala preč. Takrat je eden turistični vodič iz te skupine rekel, ne vem, jaz grem nazaj, jaz ga bom počakal, vi pa pejte, naprej dam. Čim prej. Preden nadaljujemo, kot ste opazili, spet pijem moj ljubši Jim Beam napitek. Tale mango marakuja, pa mislim, da so tisti gozdni sadeži, sta mi res dobra. Tole, da vzameš v Jim in zraven piješ, boš imel toliko energije, presežem. Ali pa mini napitek, potem boš absolutno imel hud trening. Tako da, če karkoli rabiš za Jim Beam, torej za šport, športne dodatke, športno prehrano, športno bilo kaj, imaš vedno kodo Alenka 5, ful mi pomeni, če kdaj uporabiš, ker letos tudi velja in jaz dobim tudi 5% provizije, ker pomeni, da pomagaš temu kanalu rast in pač, ja, me podpreš, da hvala ful vsakmu, kjerokoli mojo kodo uporabite, druge kode so pa tudi dol spodaj v opisu tega videa. Zdaj si pa predstavljaj, da si starš Otota ali pa predsednik države, ki je by the way na tej točki bil še Barack Obama, ampak je bil ravno v tranziciji. Torej, lih tisto obdobje je Trump potem kmalu prevzel in lih v tej tranziciji se je to dogajalo. Long story short, Otota ni bilo domov 17 mesecev, ampak kmalu potem, ko so ga prijeli, se je on pojavil na vrhovnem sodišču, ker je bilo tudi vse posneto in se je zelo jasno videlo, da je bil zmanipuliran. Zmanipuliran je bil v to, kaj naj pove na sodišču strani Severne Koreje. Zelo jasno je to, ker zgodba, ki je vam prišla, je bila bizarna. Pač nekaj, ker veš, da se ni dejansko doma zgodilo. Tudi njegova starša sta ga krvavo hotela domov in zgodba, katero je on bil prisiljen povedati na sodišču, je bila, da on tesno sodeluje z metodistično cerkvijo, ki ima ogromno denarja, ker ni imelo nobenega smisla. Rekli so, da ima ogromno denarja, nekih 41-42 milijonov. Meni osebno, če ne bi bilo ogromno, ne vem, a se mi blede, to za eno cerkev v celi državi se mi ne zdi toliko ogromno. Ne vem, whatever. In rečeno je bilo, da če bo on naredil eno tako bedarijo, kot jo je, da je strgal en plakat dol, bo dobil rabljen avto za $10,000. To je bila ena stvar. Druga stvar je bila, da ne bi njegova mami dobila $200,000, če on naredi bedarijo in njega priprejo v Severni Koreji, kar se je tudi zgodilo. Take čudne stvari je on mogel povedati tam. To je bila prva stvar, da je on povedal to zgodbo in kao priznal, čeprav verjetno je bil presiljen. In potem druga stvar je bila, da je prosil za odpuščanje, priznal, da je bila to njegova največja napaka v življenju, čeprav naj še enkrat omenjam, da še vedno ne vemo, ali je on dejansko to storil, ali mu je bilo podtaknjeno in je on postal samo politična figura. Torej, kako izsiliti
izsiljevati Ameriko za določene stvari, kako pač se politično pogajati za določene stvari, štekate. Sploh mogoče to nima nobene veze z Ototom. Plus, samo po sebi to rata velika politična propaganda. Če so oni njega posneli, kako joka, kaj je naredil, kaj mu je Amerika zagrozila, da mora narediti ta metodistična cerkev. In če so to potem Severnokorejci posneli in predvajali in so to ljudi gledali tam v Severni Koreji, imajo spet novo harano informacijo za njihovo glavo, ki jim govori Amerika bad, Severna Koreja good, kao. Oni so še bolj psihotični Američani, pri nas je super. To so res take bizarne stvari. Me prav zanima, kaj doživljajo ti Severnokorejci tam, pač noro. Torej, 16. marc 2016 je to, ko je Ototu sojeno na temu sodišču. Vse to, kar sem zdaj povedala, njegovo priznanje, to fake povezava z metodistično cerkvijo in pa to, da je bil on obsojen, je trajalo 1 uro. Ni se ga kaj dosti sprašvalo, on je sam dobil obsodbo. Dobil je 15 let prisilnega, težkega dela v Severni Koreji. Ja, ne moram se predstavljati, kako se je on mogel takrat počutiti, kako so se mogli njegovi starši počutiti, ko je ta razsodba prišla ven, čisto brez usmiljena, pač res grozljivo. Zdaj pa tako, takrat je iz oblasti torej šel Barack Obama in prišel je Donald Trump in ne vem, kakšna notranja pogajanja so se zgodila. Bil je še nekdo, ki je bil povezava iz Amerike v Severno Korejo in nekako so prišli do točke, ko so Otota dobili nazaj v Ameriko. Po 17 mesecih tam. Fora teh 17 mesecev je, da nihče ne ve, kaj se je zgodilo njemu. Nihče ne ve, kaj se mu je dogajalo. Vemo, v kakšnem stanju je prišel domov in vemo, da je čez en teden praktično umrl. Najprej bom povedala zgodbo Severne Koreje. Vzemite jo, kakor jo hočete, zaradi tega, ker itak bojo povedali, karkoli hočejo in mogoče nima veze z resničnostjo, mogoče je res, nobody knows. Oni so rekli, da je takoj po sojenju Otto pristal v bolnišnici, v eni sobi in je tam ostal ves ta čas, zaradi tega, ker se mu je ne vem kaj zgodilo. In ta zgodba je za njih zelo primerna, najlažje tudi zaradi tega, ker ne moramo tukaj sumiti na neko zlorabo, ne moramo razmišljati o mučenju, ker če bi on resnično takoj pristal v bolnici, bi dejansko samo tam ležal 17 mesecev ali ja. In pač jih ne moramo več kriviti za veliko stvari, a ne? Ta njihova zgodba je zelo primerna. Še ena zgodba, ki oni govorijo kot Severni Korejci, da je dobil botulizem, torej basically eno bakterijo prek hrane ali vode, ki ti gre v telo in sprosti nek strup, ta strup pa povzroči, da ti ohromi mišice, tako da basically oseba ostane v takemu ohromljene mišice, pač ne more se več premikati. Zdaj tako, kaj vse potencialno se je res zgodilo, se pravi, lahko samo ugibamo, ampak tam imaš, se pravi, ta taborišča. Jaz veliko o njih ne vem, sem slišala zgodbe v smislu, da če so na enem delu tega taborišča oziroma z vidika enega človeka, ena ženska je razlagala, da tam od 8 do 10 ljudi na dan je videla zraven njih, ko so umrli, torej izgubili življenje. Jedli pa naj bi tudi surove miši, ker so bili toliko sestradani. Toliko huda so ta taborišča. Ogromno mučenja verjetno, ogromno, ne vem, pohabe, pač grozljivo. Obstajajo pa je tudi bolj safe rooms oziroma bolj safe zapori, ki so za določene ljudi, sploh mogoče za kakšne politične zapornike, od katerih rabijo še neko korist, torej bolj za pogajanje itd. Bolj močen sklep mogoče je, da je potencialno bil Otto v enemu izmed teh, ker je bil on bolj pomembna politična figura, kot pa nekdo, ki ga bi hotel samo vršil prvi zapor pa da umre. A veste, kaj mislim, ker je le Američana, ne. Zdaj pa, kar vas verjetno najbolj zanima, v kakšnem stanju je Otto prišel domov. Pripeljali so ga na bolnišnici, ne bolnišnični postelji, ampak tisti, ki je pač potrebna, da človeka sploh prenašaš, ker je pač bil v ležečem stanju. Ko ga je videl oče, ki je opisal, da je bil v grozljivi situaciji, da je čudne zvoke spuščal, da je trzel, da ni bil podoben njegovemu sinu in da je imel zobe obrnjene na noter, tako. Rekel je, da so zobe izgledali, da jih je nekdo spulil ven in potem nazaj dol v drugem vrstnem redu, bolano, vem. Ko ga je sestra videla Ottota, je zavpila in je bila čisto pač v šoku. Tukaj se spet zgodbe razdelijo. To je bil pač zdaj opis družine, potem je pa opis tukaj uradne tiste koronerke, kaj je pri nas to? A je to mrliški glednik? Ja, ne more biti, ker bi Otto živ, ampak ona je trdila, da ni toliko slabo zgledala, razen tega, da je imel eno brazgotino na nartu, tam spodaj na nogi. Imel je zobe obrnjene nazaj, spodne,
ker lahko nakazuje na več stvari. Lahko je to, da je bil enkrat močnejši pretep ali pa en močnejši padec ali pa večkrat močnejši pretep, ampak se ne da tega dokazati. Je pa tudi možno, da je to samo zaradi umikanja dlesni, ker pa pride iz več razlogov, ampak spet niso mogli dokazati ali pa potrditi, da je imel to kakršnokoli vezo z botulizmom, torej s tisto bakterijo. Long story short, ja, vse je v zraku in nič ni potrjeno. Tudi meni je smotan, ker niso nič ugotovili, ampak ja. In pa tretja in največja poškodba je bila v njegova glava oziroma možgani, ker njegovi možgani so bili mrtvi. Njegovi možgani so bili out, pač v stanju, ker rečejo, da ne bo več prišel nazaj, v stanju, ko mu rečemo vegetativno stanje, v tem, ki je pač brain dead in v bistvu telo samo še malo trza, ampak ni dejansko živo in tudi trza nenamerno, ampak pač čisto spontano, živci, preprosto. Tako da ja, Otto je po 6 dneh bil odstranjen iz svoje hranilne tube, ki jo je imel v nosu in so ga pač pustili potem umreti. Umrl je 19. junija 2017, ko je bil star 22 let. Tudi njegov potem način smrti je bil označen kot nedoločen. Preprosto nič ne vemo zares. Hotela sem samo še mogoče izpostaviti 3 glavne teorije, kaj bi se lahko zgodilo. Prva je, da ne bi bil fizično mučen, pretepan in zlorabljen. Zato bom takoj povedala, da ni dovolj dokazov, da bi lahko to strogo potrdili. Tudi tista oseba, ki sem rekla, da je imela povezavo z Ameriko in Severno Korejo takrat in se je največ pogovarjala, ta oseba je rekla, da tudi če je bil nek pretepanje, je možno, da je pa njihov basic pretepanje, da niso hoteli od njega nič več zvedeti, nič posebenega ekstra, da ga niso mučili, ampak da je bilo basic pretepanje, ki je samo tako, če si tam basic pretepanje že tako je kot paznik zapornikov, ali pa da so ga pretepali zaradi tega, ker ni znal komunicirati, ker pač imagine that. Oni ne znajo angleško, recimo ti ne znaš. V glavnem, ne moramo trditi, da so ga zagotovo pretepali sistematično do možganske kapi. Potem teorija 2, kot je rekla Severna Koreja, da je to botulizem, torej tista bakterija, ki naj bi mu hromila mišice. Možno je pri tej teoriji, da če je imel tako omejen dostop do bolniške pomoči, da se je zgodilo tudi kaj drugega, on pa ni imel oskrbe, ker pač niso aktivno skrbeli za njega. Lahko da je bila neka kap, možganska kap. Lahko bi bil epileptičen napad, alergijska reakcija, zadušitev, srčni dogodek, aspiracija, karkoli, kar lahko vodi do tega, kar se je zgodil in preprosto, da on ni pravočasno dobil pomoči. Lahko da je bilo to. Še ena teorija, ki pa ni toliko priljubljena in tudi ni toliko dobro o njej govoriti, ker spet ne vemo, ampak jo povem samo kot teorijo in možnost, da je pač mogoče on sam poskušal po šoku zaključiti svoje življenje. Ne vem sicer kako, ne vem kako bi to naredil, da bi prišlo do možganske kapi oziroma do tega, da bi izgubil funkcijo možganov. Ampak ja, možno je, da če se je to zgodilo res kmalu potem, ko je on zvedel, da bo 15 let prisilno delo in predstavljaj si, on ni vedel, da ne bo. On je verjel, da bo, pač tam preživel pol svojega življenja, a ne? In če je on to verjel, pa da je že občutil, kako bo to grozljivo, da so mu ga že prej grozili, pa da je že prej občutil to njihovo krutost, da bi ga to preprosto psihično ubili skoraj dobesedno, a ne? In da se je potem tudi sam kaj naredil, ampak ne vem kaj in ne vem kako. Tako da ja, tudi vi lahko komentirate, kaj mislite, da se mu je zgodilo. Če ste vi kdaj kaj slišali, ker jaz zdaj nisem povedala, tudi napište. Drugače pa ja, to je to za ta video. Lep vikend imejte. Alien mama vas rada. Ne pozabite na kodo Alenka 5 za Jimbim. Linke imate itak spodaj. Pridni vode, radi se imejte. Se gledamo naslednji petek. Aj, čau.